Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Ta epizoda je poglavje iz mojega spletnega tečaja Premagaj utrujenost. V tem tečaju obravnavam tematike utrujenosti, izčrpanosti in izgorelosti, raziskujem vzroke za njimi in kaj lahko sami naredimo, da jih premagamo in zaživimo svoje najboljše življenje. To, kar boš zdaj gledal oziroma poslušal, je ena izmed lekcij in ta je v bistvu lekcija okoli stresa. V tej lekciji oziroma poglavju tečaja govorim o tem, kaj je stres, zakaj je stres eden izmed največjih problemov današnjega sveta, kako stres vodi v razne zdravstvene težave in tudi do utrujenosti in izgorelosti. Nato si bomo pogledali različne vrste stresa in zakaj ni ves stres slab. In na koncu še delim z vami priročne nasvete in orodja, kako se s tem stresom spoprijeti. Tako da želim ti prijetno poslušanje in gledanje. Če pa te zanima več o spletnem tečaju Premagaj utrujenost, si ga lahko pogledaš na prvi povezavi v opisu te podcast epizode. Lepo pozdravljena v novem poglavju tega kursa. V tem poglavju bomo končno predelali ta zelo glasni stres. Se pravi, vemo, da veliko se govori o stresu, da je stres zelo škodljiv, tako da v tem poglavju bomo res pogledali, ali je stres res škodljiv in kriv za izgorelost, ali je mogoče še kakšna druga plat stresa, ki jo ne poznamo. Zdaj, če si na hitro gremo pogledati o mehanizmu stresa. V bistvu stres je osnovni del našega življenja, razvil se je evolucijsko, se pravi, bil je nek naravni odziv na neke grožnje oziroma situacije, kjer je bilo ogroženo naše življenje, in njegov namen je bil, da preživimo v zahtevnih situacijah. Se pravi, kadar smo bili v davini oziroma še kadar smo v neki stresni situaciji oziroma kadar naši možgani mislijo, da smo ogroženi, da je naše življenje na vrvici oziroma na liniji za preživetje, potem aktivira sistem boj ali beg, kjer se potem začnejo sprožati stresni odzivi, stresni hormoni, in to povzroči tako kot temu rečemo stres. V bistvu danes je pa problem, ker je v bistvu ta stres stalno aktiviran. Pravijo, da je stres naj bi bil zaslužen za tam do 90% vseh obiskov pri zdravnikov, in hkrati so strokovnjaki mnenja, da je eden izmed glavnih razlogov za vse sodobne kronične bolezni. Kot smo že prej v prejšnjem slajdu malo si ogledali, se pravi, stres je v bistvu fiziološki odziv, kadar je naše telo začuti, da je pod grožnjo, v možganih se aktivira sistem boj ali beg. Se pravi, mehanizem tega je, da v bistvu naš centralni avtonomni živčni sistem ima dva pola. Na eni strani je to simpatični živčni sistem ali po kratko simpatik. Iz tega sistema potem izhaja ta boj ali beg, ki smo ga že parkrat omenili oziroma smo ga že omenjali skozi ta kurs. In na drugi strani je pa ta bipolaren, se pravi, na drugi strani je pa parasimpatični živčni sistem oziroma parasimpatik oziroma prebavljaj in počivaj. Se pravi, vsak ima svoj mehanizem, vsak ima svoje delovanje oziroma neke prednosti in slabosti. Zdaj, če se gremo na hitro pogledati oba skozi, se pravi, simpatični živčni sistem oziroma simpatik se aktivira, kot smo že povedali, se pravi, kadar naši možgani, mislijo, da so pod grožnjo, se aktivira, nek stresor mora biti oziroma nek dražljaj, lahko je to fizični ali psihološki, aktivira se sistem boj ali beg, s katerim potem telo in nadledvične žleze začnejo producirati stresne hormone. Ti stresni hormoni potem povzročijo, da naša kri, hranila in kisik grejo v okončine, se pravi, da se mi aktiviramo za boj ali za beg, se pravi, da se soočimo z grožnjo ali utečemo. Na drugi strani pa, kadar potem gre ta stresni odziv mimo, naše telo pride nazaj v parasimpatični živčni sistem, v počitek in prebavo, kjer se potem lahko regenerira, obnovi, kri, hranila in kisik grejo nazaj v organe, v možgane, in tako se lahko telo ponovno obnovi in obnovi energijo po tem stresnem odzivu. Je pa tako, da ni ves stres slab, v bistvu mi potrebujemo tudi nekaj malega stresa, da se optimalno oziroma dobro počutimo, in to lepo ilustrira krivulja stresa. Se pravi, kot lahko vidite zdaj na screenu, se pravi, krivulja stresa
pove to razmerje med stresom in našim dobrim počutjem oziroma med performansom. Se pravi, ko smo v tej prvi fazi, kjer je premalo stresa, bo to povzročilo, da ne bomo dovolj izzivani, se pravi, da ne bomo imeli motivacije, da se ne bomo dobro počutili, da ne bomo imeli tistega zagona za iti po pravilih oziroma da se ne bomo dobro počutili. Potem druga faza je optimalna, se pravi optimalni ravni stresa, kjer smo ravno prav stresirani, se pravi te vse tri držaje iz okolja in z nas samih nas spodbudijo, da se dobro počutimo, da imamo veliko energije in da smo motivirani za doseganje naših ciljev. Ampak potem, če ta faza stresa oziroma če stres nadaljuje izven te obdobja oziroma prave točke, optimalne točke, potem pride do preveč stresa oziroma kjer rečemo, da smo pod stresom, se pravi, kadar je stres previsok, potem to vpliva na naše počutje, tako fizično, mentalno, kot tudi čustveno in duševno. In v bistvu, če potem ta stres še nadaljuje, je predolgo previsok, potem pride do faze nizkega stresa, kjer naše telo ne more več proizvajati stresnih hormonov in takrat pride do te stopnje oziroma faze izgorelosti. In v bistvu hkrati poznamo tudi tri različne vrste stresa, ki jih bomo šli zdaj pogledati skozi. Prvi je slab kronični stres, drugi je dober oziroma hormetski stres in tretji je še nabran oziroma akumuliran stres. Se pravi, prvi ta slab oziroma kronični stres smo že parkrat povedali skozi to predavanje oziroma skozi ostale poglavja kursa. Se pravi, kronični stres je problematičen zaradi tega, ker je stalno aktiviran na kronični ravni, se pravi, stalno smo v nekem nizkem aktivaciji, stalno smo v boju ali begu zaradi raznih stimulusov iz okolja, pa uporabe tehnologije, pa raznih pritiskov, pa stresa in vsega, kar se nam dogaja v tem modernem življenju. V bistvu težava tle, kot smo že malo omenjali, da potem telo prioritizira kri, hranila in kisik pošilja v naše ude in možgane in potem prebava, imunski sistem, organi ne dobijo dovolj hranil, kar potem lahko povzroči, da ne delujejo pravilno in na dolgi čas lahko pride do bolezni. Hkrati pa potem, ker telo je premalo časa v parasimpatiku, kjer se obnavlja, potem tudi ne more obnoviti svojih energij in se pozdraviti po tem stresnem odzivu. Tako da vsa ta kronični stres potem pripelje do kroničnih modernih bolezni in tudi do izgorelosti. Potem naslednji tip stresa je dober tip stresa oziroma eustres ali hormetski stres. V bistvu, kako se razlikuje ta stres od prejšnjega stresa, je, da ta stres je bolj intenziven in traja krajši čas. V bistvu je ta stres je za nas, za naše telo, za naš je dober, zaradi tega, ker pripravi naše telo, da se na ta stres adaptira in da postane potem močnejše. Ker problem tega kroničnega stresa je, ker traja predolgo in naše telo se po njem ne more obnoviti oziroma nima dovolj časa. Medtem ko dober hormetski stres traja kratek čas in ko zaključi, potem naše telo pride nazaj v parasimpatik in ta stimulus ga potem pripravi, da postaje močnejše na dolgi rok, tudi bolj odporno in pa lažje obvladuje prihodnje stresorje. In potem še zadnji stres je nabran oziroma akumuliran stres. Ta stres ni tako poznan, ampak ima zelo veliko vlogo pri izgorelosti. V bistvu za tem je teorija nabranega, akumuliranega oziroma shranjenega stresa in ta teorija pravi, da vse stresni dogodki, ki smo jih kdarkoli šli skozi življenje, so shranjeni v našem telesu, se pravi v naših organih, tkivih, mišicah in tudi v fasciji. To je fascija je med mišicami in kožo, se pravi tkivo, in v bistvu naše telo hrani ta spomin na te stresorje in v bistvu mehanizem za tem je to, zaradi tega, ker hrani stres v telesu, potem, ko pride nek stresni dražljaj, lažje odreagira in zato je to nek spet coping mehanizem, s katerim smo skozi evolucijo lažje preživeli. Hkrati je pa, ker se ta stres nakopiči v našem telesu, potem naše telo ne more delovati pravilno, je bolj zakrčeno, organi, mišice so zakrčene, ne morejo delovati pravilno, imunski sistem ne more delovati pravilno in potem privede do izgorelosti. Lahko si to predstavljamo tudi z vedrom stresa. Vedro stresa v bistvu na tak nazoren, praktičen prikaz pokaže, kako si lahko predstavljamo ta nabran stres. Se pravi, če si predstavljamo, da je stres voda, ki kaplja v naše vedro,
do neke mere mi lahko toleriramo neko količino stresa, ampak ko pridemo do vrha, bo ta stres šel preko in začeli se bojo problemi z zdravjem, predvsem z izčrpanostjo in zgorelostjo. Hkrati pa vidimo, da ima ta vedro od spodaj tudi eno pipico, tu je pa obravnavanje stresa oziroma soočanje s stresom, da lahko sproti pucamo stres, po domače povedano, da ne pride do te točke, da gre voda čez. Tako, kaj lahko naredimo, če želimo postati mojster stresa? Na podlagi tega, kar smo zdaj povedali v tem predavanju, so 3 različne točke oziroma 3 različne stvari, ki jih lahko naredimo, in zdaj bomo šli skozi vse izmed njih. Se pravi, pri kroničnem stresu smo rekli, ta kronični stres je slab, povzroča težave, tudi izgorelost, tako da prvo se moramo soočiti s tem stresom in kako se to naredimo, je prva stvar, moramo malo analizirati svoje življenje in ugotoviti, kje prihaja ta kronični stres, kateri so tisti impulzi oziroma katere so tista področja življenja, s katerih prihaja stres, in prvo moramo ugotoviti, kje prihaja, in potem moramo nekaj narediti glede tega. Ker recimo, če bomo šli direkt na 3. točko in se bomo provali soočiti s tem stresom, tu nam bo pomagalo, ampak ne bo rešilo glavnega vzroka za tem. Tako da prvo moramo prepoznati, kje ta stres prihaja in kaj lahko naredimo glede tega. To je lahko služba, lahko je družina, lahko so odnosi, lahko so to finance, lahko je to slaba prehrana, lahko je to slab življenjski slog. Vse te stvari lahko povzročijo kronični stres, tako je fajn se tega zavedati in potem narediti prve korake k izboljšanju teh stvari. In potem 3. točka je, da se soočamo s stresom z različnimi tehnikami in orodji. Tukaj sem napisal nekaj primerov tehnik, orodij, ki so zelo efektivni pri soočanju s stresom in premagovanju tega kroničnega stresa. Recimo prve so te najbolj poznane, se pravi čuječnost, meditacija in joga. Vse te stvari pomagajo, da našemu umu, da ga okrepijo in da smo manj reaktivni na stvari, ker dostikrat v bistvu stres je stimulus in v bistvu stresni odziv je to, kako mi reagiramo na ta stimulus. Ampak če se mi naučimo, da na ta stimulus odreagiramo bolje, ali pa recimo sploh ne odreagiramo, bomo veliko naredili na obvladovanju stresa in preprečili izgorelost oziroma tudi okrevali po njej. Potem naslednja točka je dihanje. Dihanje je eno izmed najboljših orodij za spreminjanje stanja, fiziološkega stanja in odziv na stres, zato ker dihanje je neposredno povezano z našim živčnim sistemom. Se pravi, kako mi dihamo, bo vplivalo, v kakšnem stanju bomo, in stanje, v katerem smo, bo vplivalo na našo dihanje. Se pravi, na primer, če smo mi pod stresom, bomo mi dihali plitvo in v prsni koš. To bo potem signaliziralo telesu, ker v prsnem košu je veliko teh stresnih receptorjev, da smo pod stresom in bomo zaradi tega še bolj pod stresom. Ne? Ampak recimo, če smo pod stresom in začnemo trebušno dihati, se pravi globoko, skozi nos v trebušno prepono, se bo potem tudi telo signaliziralo, da ni tako stresno, kot je, in bomo šli v ta drugi sistem, v parasimpatik, in se bomo začeli umirjati. Tako da tukaj lahko uporabimo zavestno dihanje, lahko pa uporabljamo tudi potem različne tehnike, recimo box breathing ali pa recimo 2 vdiha. O tej tehniki veliko govori Andrew Huberman, ki sem prepričan, da si mogoče že kdaj slišala za njega. V bistvu ta 2 vdiha je tako, da narediš poloven vdih in potem do konca, recimo tako. In sledi globoki izdih. In v bistvu ta tehnika je bila skozi študije dokazana, da že par takih globokih vdihov bo znižalo raven stresnih hormonov in tudi odziv našega telesa na stres. In potem tudi zelo sproščujoč je pa velik izdih, ki smo ga tudi naredili zdaj, se pravi, če smo kdaj pod stresom ali pa da nas nekaj teži. In lahko takoj čutimo, kako se stres umirja, kako smo mi bolj sproščeni, tako da dihanje je res super orodje, s katerim si lahko pomagamo spreminjati fiziološko stanje. Pomembno je tudi, da se veliko gibamo in da redno vadimo. Fizična aktivnost dokazano zmanjšuje stres in nam pomaga telesu, da se bo bolje soočalo s stresom. Pomembno je tudi, da imamo zdrav življenjski slog, da znamo upravljati s svojim časom, da znamo upravljati z raznimi zadolžitvami, ki jih imamo. Vse to bo pripomoglo temu, da bomo lažje
prenašali stres. Lahko uporabimo tudi kakšna dopolnila, recimo magnezij deluje zelo protistresno, adaptogeni, so zeliščni izvlečki, ki pomagajo telesu, da se adaptira na stres, in potem tudi neki drugi rastlinski izvlečki, recimo CBD tudi deluje recimo zelo protistresno. In pa fajn je recimo tudi, da imamo kakšno podporo, ali mogoče v kakšen terapevt, ali pa recimo pogovor z bližnjo osebo, to vse pomaga se soočiti s stresom in znižati stresne ravni. Druga stvar, ki smo rekli, se pravi dober stres, da probamo vključiti več dobrega stresa v naše življenje. To nam bo pomagalo s tem, da bomo prvič, da bomo zmanjšali kronični stres, drugič, da se bomo boljše počutili, zaradi tega, ker s tem dobrim tipom stresa pridejo tudi endorfini, ki dobro vplivajo na naše počutje, in pa hkrati bomo telo naredili močnejše čez čas, tako da se bo lažje spoprijemalo z raznimi izzivi in stresnimi odzivi v telesu. Tako recimo dober tip stresa je razna vadba, lahko je to vadba za moč, lahko je to aerobna vadba, visokointervalni treningi. Recimo na tej platformi imate ogromno teh različnih tipov vadb, tako da bi te res priporočil, da si vzameš tisto, kar ti je všeč, in da implementiraš to v svoje življenje. Post in postenje je recimo tudi dober tip stresa, kot mi telo, ko ne jemo, se aktivira nekaj malo se aktivira stresa, ampak ta stres je dober, se pravi, telo se po njem obnovi. Mraz in vročinski stres so tudi zelo dobri, recimo ledene kopeli, mrzli tuši in pa savne, tudi delujejo, tako da okrepijo naše telo. Recimo kakšne dihalne vaje, recimo Wim Hof dihanje, moče si kdaj slišala za Wim Hof. To je tako, kar malo tako bolj intenzivno dihanje, ki deluje tudi kot dober tip stresa. In pa ključno pri temu bi rekel, da je adaptacija, se pravi, je fajn imeti dovolj tega stresa, ampak hkrati ne preveč, ker telo še vedno po njem se more adaptirati. Če bomo pa mi mu dali preveč tega oziroma pa v preveliki količini, potem bo delovalo kontraproduktivno. In potem še zadnja stvar je, kako postati mojster stresa, je tako, da sprostimo nabran stres. Veliko tehnike, kako lahko iz telesa sprostimo ta stres, ampak pomembno je pri tem, da delujemo na telo. Se pravi, lahko z neko globoko meditacijo, nepom oziroma hipnozo, lebdenjem lahko vplivamo na to, ampak dostikrat je treba nekaj skozi telo izločiti ta stres, recimo skozi masažo. Masaža je super orodje, kako pride stres na površje. Recimo, če si kdaj bila na masaži in si se potem naslednji dan malo počutila takem pod stresom oziroma so pa še neka čustva ven, to je prav tisto povezano, ker recimo dostikrat se stres nabira ali tle v ramenih, ali v medenici, ali v psoas mišicah, in kadar se začne masirati te mišice, potem se sprostijo, in ko se sprostijo, pride ven stres in potem ga telo še enkrat predela, preko ga spusti. Tako recimo tudi globok stretching in joga delujejo tudi na isti princip. Tudi zanimiva vaja je shaking in dancing, to v bistvu, da si damo eno glasbo in začnemo migati ob njej, da začnemo plesati in začnemo tresti telo. To bo sprostilo mišice, sprostilo nervozni sistem in fascijo, ki potem pomaga, da pride ta stres, nabran stres ven, ga predelamo in ga spustimo. Potem recimo dihalne vaje tudi pomagajo pri temu, in pa destres dnevi, v bistvu destres, to je moja beseda, kako si jaz gledam na to. To so dnevi, ker res se damo v mir, veliko počivamo in dovolimo, da prije ves ta stres, ki smo ga nabrali skozi tedne, mesece, da prije ven, da se predela in da se mi spočijemo. Tukaj bi še izpostavil, da recimo, kadar delamo aktivacijo oziroma tehnike za sproščanje stresa, se dostikrat pride do nekih simptomov sprostitve in dostikrat se občuti, kot da ta stres, ki smo ga nekoč že doživeli, ampak smo ga shranili v telo, potem moramo še enkrat doživeti. Toliko zaradi tega, ker je bil toliko časa shranjen v nas, da je potem tudi malo zrasel, in ko sprostimo, ta stres bo prišel ven in takrat ga moramo še enkrat predelati. Tako da, če pride do kakšnih teh simptomov po sprostitvi teh nabranega stresa, vedi, da je to vse v redu in da ponavadi mine v dnevu ali pa dveh. Tako da, ampak če ne pride do tega, lih tako v redu, tako da
To je to. To je bilo to, kar sem imel zapovedati od stresa. Stres je kar kompleksna tematika, ampak sem jo probal čim bolj zožati oziroma samo povedati bistvo, kako jaz vidim na to. Tako da to je to. V naslednjem videu tu si bomo pogledali pa pomen počitka in spanja.